En lep nepremičninski pozdrav, ura je 11, tako da smo danes tudi skupaj in sicer v živo. Danes smo že skupaj 4. dan, ja, tako da jaz sem zgubila tisto prvotno tremo, ki sem jo imela prvi dan. Na tem nepremičninskem popotovanju sem jaz res želela, da se naučite nekih osnov, torej če se odločate za nakup ali prodajo. Prvi dan smo šli skozi stroške, ki jih ima prodajalec in seveda tudi kupec nepremičnine. Drugi dan smo se dotaknili najemniškega trga. Včeraj pa mislim, da je bil en zelo zanimiv video in sicer na kaj paziti pri nakupu nepremičnine. Tako da, jaz mislim, da vam je bilo včeraj ful zanimivo, ful ogledal imel včerajšnji video, da sem zelo vesela in hvaležna. Bom pa zelo vesela, če tudi napišete zdaj tisti, ki ste v živo z mano, spodaj v živo, vsi tisti, ki pa gledate posnetek, pa posnetek. Tako da to je to. Pa gremo kar, danes imamo zelo super temo. Današnja tema je v bistvu, kako pripraviti nepremičnino na prodajo, oziroma, ja, kako nepremičnino in kako v bistvu sami sebe pripravite na prodajo nepremičnine. Prva zadeva, ki jo moram izpostaviti, je pravni vidik. Fajn je, če predtem pogledate svoj ZK izpisek za nepremičnino, da pogledate, dostikrat se zgodi, da so v ZK izpisku kakšne stare plombe, da so v ZK izpisku še ene stare hipoteke, ki so že seveda bile izplačane. In seveda je spet naša Snežka tukaj, se opravičujem. Torej, da so izplačane že vse hipoteke, potem kontaktirajte tisto banko, da vam izda izjavo o izbrisu. V primeru, da prodajate parcelo, naročite lokacijsko informacijo, da lahko kupcu seveda pokažete, kaj točno lahko vse na parceli gradi. Še ena zadeva, fajn je, da vse položnice, ki jih imate za nepremičnino, date na en kup, lepo pripravite in da lahko seveda potencialnemu kupcu, da se bo seveda lažje in čim prej odločil za nakup, date res vse položnice oziroma stroške, da bojo videli, kakšni so stroški za ogrevanje, koliko plačujete stavbno zemljišče, pa mogoče druge zadeve, ki jih plačujete, tako da čim več stroškov jim dajte, da bojo oni že takoj, ko pridejo na ogled, da vas ne bojo potem klicali čez 2 dni, joj, kaki so pa stroški, pa te zadeve. Zdaj pa gremo na drugo zadevo, ki pa je zelo pomembna in sicer pripraviti nepremičnino samo. Prva zadeva, zdaj sploh, če prodajate hišo, je definitivno okolica. Okolica je v bistvu zelo pomembna. Lahko se vam zgodi, da boste kupca že zgubili pred vrati nepremičnine ali pa ko bo prišel do ograje, pa se bo že obrnil pa bo rekel, ojoj, tu notri pa sploh ne grem. To je Snežka. V primeru, če bi zdaj imela zaprta vrata, bi krampala po vratih, tako da ji pustim odprta vrata, ampak očitno je zelo rada v središču pozornosti in se rada snema, tako da bo pač tukaj, no. Torej, uredite okolico. Kaj še pri okolici pomembno? Pokosite travo. Vse tiste smeti, ki se nahajajo na parceli, dajte pospraviti. Posadite kakšne lepe rože, recimo vhod nepremičnine mora biti prijazen. Pred vhodom definitivno ne imeti nekih starih copat, čevljev, ski buck, ker ljudje smo vizualni. Prvi občutek, ko pride stranka na nepremičnino, torej kupec, tisto je številka 1, torej najbolj pomembno. Kar se tiče okolice še, mora biti neki domač pridih, tako da se bojo kupci seveda počutili domače. Tisti, ki imate otroke, se sigurno soočate z porisanimi stenami, z raznoraznimi tehnikami, sigurno otroci rišejo po steni, dajte te zadeve pobrisati, počistiti, da bojo prostori svetli tudi, ko pride kupec notri. Recimo zavese odgrnite, rolete gor, v primeru, da imate
neke temne zavese, zamenjajte jih z svetlimi zavesami ali pa sploh ne imeti zaves. Zaradi tega, da bojo čutili, kak je prostor svetl in ob tem tudi zračnost dobi. Naslednja zadeva je tudi vonj nepremičnine. Priporočam vam, da pred ogledom ne kuhate. V kuhinji recimo pospravite pult, definitivno ne imeti nekih zadev od včerajšnjega kosila gor, ker to ne bo najboljše se končalo. Pa recimo ne kuhati 1 uro pred tem zelja ali pa cvetače, naprimer, ker bo ful smrdelo v nepremičnini. Teda dajte upoštevati to, da bo res čim bolj prijazno, ko pride kupec notri in da bo dalo res en pridih. Zdaj, predstavljajte si, da pridete v nepremičnino eno svetlo pa eno temno. Kake občutke vam to daje? Lahko mi spodaj v komentar napišete, seveda, katera nepremičnina vam je bolj všeč, torej, če stopite v svetlo ali v temno nepremičnino. Potem naslednja zadeva so definitivno počistite pa pospravite pa definitivno popravite recimo žarnice. Dostikrat, ne vem, v eni sobi ena žarnica ne gori, pa ste možu rekli že enih 100-krat, daj zamenjaj tisto žarnico, pa še kar ni zamenjal. Zamenjajte žarnice. Zamenjajte kljuke tudi na vratih. Dostikrat so kakšne take stare kljuke, ko prime to kupec, ni najlepše ravno, ne. Tako da, kaj še takega? Vtičnice, ki so polomljene, ki visijo dol. Rečite možu, naj to vse lepo popravi, ker če do zdaj ni imel časa, zdaj bo pač mogel imeti čas, ne. Za vse tiste punce, ki pa ste seveda same, pa pokličite kakega soseda, sigurno vam bo z veseljem pomagal. Kaj še takega? Osebne stvari. Vem, da dostikrat si mislijo ljudje, ja, pa naše družinske slike, če bojo zdaj tukaj visele, bo vse tako domače pa to izgledalo. Včasih je boljše, da te osebne slike pospravite tudi, ne vem, kupe nekih papirjev, ki jih imate zložene že po 1 leto na nekih zadevah, ker če se boste selili, torej če prodajate svojo nepremičnino, zakaj ne bi že zdaj vso to navlako seveda pospravili. Kaj še takega? Torej, vonj sem že rekla, vonj je tudi res ful pomemben, prvi vtis, res vam polagam roko na srce, prvi vtis pomeni vse. Ljudje smo vizualni in naj se stranka v nepremičnini počuti domače. Dajte tudi pred ogledom nepremičnino dobro prezračiti. Pa še za na konec mogoče ena zadeva. Dajte, ko pridejo ljudje na ogled, ne hoditi za njihovim hrbtom, ne jim ukazovati, zdaj pa pridite sem, pa si poglejte to, pa mi smo tukaj. Ne, pustite jih pri miru. Jaz dostikrat strankam rečem, ko že končamo z ogledom, pa ponavadi se to v dnevni sobi ali pa v kuhinji sedemo, dajte si še enkrat pogledati nepremičnino, dajte se še enkrat sprehoditi sami po nepremičnini, da boste dobili tisti občutek, torej, kak je stanovanje v bistvu za vas primerno ali ne. Priporočam najboljše tudi, da imate nepremičninskega posrednika, torej eno tretjo osebo. Zakaj? Recimo, če meni moja stranka reče, jaz si pa zelo želim balkon. Bom jaz verjetno svoji stranki rekla, tukaj pa je balkon, sedite se malo na balkon, malo posedite, jo pustim samo za par minut, da stranka dobi oni feeling, wow. Torej, to mislim, da je tako na kratko, sigurno se še bom kasneje kaj spomnila, ko bom gasnila. Tako da, če imate še kakršnakoli vprašanja, jaz bom vesela, ker jutri bomo seveda odgovarjali na vaša vprašanja. Nekaj vprašanj ste že mi pisali, tako da jaz pričakujem še kakšno vprašanje in bom vesela kakšnega vprašanja. Obenem pa upam, da vam je to bilo razumljivo,
koristno, vas pozivam, da spodaj napišete, ali vam je bil posnetek koristen, razumljiv. Torej, jutri ob 11. se spet gledamo. Jaz bom tukaj, dajte hitro spodaj napisati vaše vprašanja, ki jih imate. Teda to je za danes vse. Jutri se vidimo, do jutri ostanite pozitivni, širite pozitivo, bodite v cvetju. Pa, pa.